Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav z oddaje Mi zamejci. To pot smo v gosteh na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Monoštru in naša zagovornica bo generalna konzulka, gospa Metka Lainšček. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo, z veseljem sem ga sprejela. Torej, imate seveda že bogato kariero tudi na tem področju, kar se tiče zunanjih zadev. Bili ste tudi na veleposlaništvu v Budimpešti, pa vendar je ta konzulat, ta naziv, ki ga opravljate, delo generalne konzulke, tudi nekaj novega, nov izziv in bržkone tudi dobrodošel kot takšen. Ja, z delom na Generalnem konzulatu sem začela pred dobrim mesecem, 1. septembra. Res pa je, da sem predtem bila na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti in od tam me je službena pot pogosto vodila tudi v Porabje. Kot rojeni Prekmurki pa so mi porabski ljudje, tukajšnja pokrajina in porabski Melos zelo blizu, tako da se počutim kot doma in tudi tematika mi je poznana. Rekli ste, da ko sva se malce poprej predtem pogovarjala, zelo dobro ste sprejeti tukaj v Monoštru od naših zamejskih Slovencev. To je verjetno tudi en optimističen napotek v prihodnje, ko boste upravljali delo generalne konzulke. Počaščena in s hvaležnostjo sem sprejela imenovanje na položaj generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru in prav tako sem vesela, da so me Porabci toplo sprejeli, pa ne samo Porabci, tudi na ravni lokalne skupnosti in obeh županij so me odprto sprejeli. Opravila sem že prve pogovore tudi v obeh županijah, županiji Zala in Železni županiji, ki jo generalni konzulat pokriva. Primarna naloga konzulata je skrb za slovensko skupnost in interese slovenskih državljanov na območju jurisdikcije generalnega konzulata v Monoštru. Res pa je, da je delovanje generalnega konzulata širše. In o tem bova verjetno govorila v nadaljevanju. Gospa Lainšček, mesec dni, premalo časa verjetno za celotno oceno stanja v Monoštru oziroma pri naših zamejcih, Porabcih, pa vendarle verjetno se prve slike že izoblikujejo. Kaj je pozitivnega, kar ste seveda naleteli tukaj, kar treba nadgraditi in seveda kje so kakšne pomanjkljivosti, kjer bi želeli seveda svoje poslanstvo, svoje cilje, svoje ambicije potem tudi udejaniti? Torej, kot rečeno, primarna skrb za slovensko skupnost na tem območju. Generalni konzulat v imenu matične domovine vodi pogovore z manjšinskimi organizacijami, pa tudi z lokalnimi in županijskimi vodstvi. Moja primarna oziroma prioritetna naloga je spodbujanje gospodarskega sodelovanja, je vzpostavljanje gospodarske osnove tukajšnje slovenske skupnosti. Prizadevamo si za slovenske naložbe v Porabju. Če bo v Porabju več slovenskih podjetij, bo to lahko tudi pozitivna motivacija za učenje slovenskega jezika, da ga bodo mladi prepoznali kot jezik, ki jim lahko pomaga na njihovi poklicni poti, tako da utrjevanje narodne zavesti in ohranjanje slovenskega jezika je največji izziv, s katerim se soočamo in to bo glavni poudarek mojega delovanja. Kot sem povedala na mojem predstavitvenem sprejemu, so moja vrata na široko odprta za vse, ki imajo ideje, pobude, predloge, naj pridejo, da bomo skupaj razmišljali in delali za prihodnost slovenstva na tem območju. Verjetno se ni bati, starejše generacije še negujejo slovenski jezik, se še doma pogovarjajo o slovenskem jeziku. Nekoliko večji problem so seveda mladi, ne glede na to, da v Monoštru dvojezična šola, tudi srednja šola, gimnazija, pa vendar je to verjetno edini način gospodarstvo, da ljudje mladi skozi pragmatizem nekako potem uporabijo slovenski jezik, kajti na študije gredo v glavnem na Madžarsko, v Budimpeštu in še kam, in nekako se izgublja ta slovenski jezik. Torej, v Porabju delujeta dve dvojezični osnovni šoli, na Gornjem Seniku in v Štebanovcih. Slovenski pouk pa se res poučuje tudi na osnovni šoli v Monoštru in gimnaziji Monošter. Mladi so moja ciljna skupina. Če
si mladi ne bodo prizadevali za slovenstvo na tem območju, bodo Slovenci tukaj izumrli. Jaz si predvsem želim, da bi se mladi v večji meri vključevali v delo manjšinskih organizacij, ker če mladim ne bomo privzgojili zavedanja o narodni pripadnosti, odnosa do slovenske kulture in slovenskega jezika, potem tukaj ni prihodnosti za slovenstvo. Tako da jaz pravim, naj se mladi naučijo slovenski jezik, ki je sicer jezik majhnega naroda, ampak večjezičnost je danes velika prednost. Zavedati pa se moramo, da ni enostavno in da se vsega, kar je bilo izgubljeno in na nek način čez noč, se ne da tega popraviti, tako da ne moremo tega nadoknaditi v enem letu, tudi po mojem v enem desetletju je to težko. Jaz sem prepričana, da je materni jezik pri porabskih družinah še živ in zato naj se starejši, torej če je kdo v družini, ki govori slovenski jezik, naj se z mladimi pogovarja v domačem slovenskem narečju, s tem jim bo pomagal, naj jim pomaga, da pridobijo osnove slovenskega jezika in da se potem ta jezik učijo in ga nadgrajujejo v šoli in tako bodo mimogrede postali dvojezični. Zagotovo je jedro še zmeraj slovenskega jezika, kulturna društva, druženje ljudi ob najrazličnejših priložnostih, pravim, skozi kulturo, skozi razne oblike kulture kot takšne, pa je verjetno to še zmeraj nekako baza, kjer se mladi srečujejo s slovenskim jezikom. Tako je. Jaz sem dejansko pozitivno presenečena nad entuziazmom in predanostjo, s katerima negujejo to slovenstvo. V zamejstvu, nasploh ne samo v Porabju, v zamejstvu delujejo številne kulturne skupine, pevski zbori, gledališke skupine, ki ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo, slovenske običaje in če torej sodim po tem, sem optimistična glede prihodnosti. Kako gledate na predel, kjer smo, Monošter, Prekmurje, gre za multinacionalno področje, ne nazadnje Radgonski kot, ki sodi v avstrijsko-varaždinska županija, potem Porabje, Prekmurje, vse to je nekako ne samo multikulturno, tudi multinacionalno in pa seveda tudi verska pluralnost se tukaj nahaja. Je to prednost, je mogoče to tudi z vidika širše Evropske unije v bodoči finančni perspektivi nek izziv, da se morda tukaj da kaj postoriti več? Torej, jaz vidim to območje kot eno veliko regijo s podobnimi naravnimi danostmi, tudi s skupnimi zgodovinskimi izkušnjami in kot ste že povedali, s temi programi Evropskega teritorialnega povezovanja Interreg so te pokrajine dobile možnost za tesnejše sodelovanje. Ti čezmejni programi prinašajo izjemne koristi prebivalstvu na teh obmejnih območjih, prinašajo koristi razvoju gospodarstva, turizma, kmetijstva in tudi ne nazadnje prispevajo k povezovanju prebivalstva, k poglabljanju dobrososedskih odnosov. V primeru slovensko-madžarskega čezmejnega povezovanja pa je to posebej pomembno, ker sta bili pokrajini med rekama Muro in Rabo predolgo časa ločeni železno zaveso in zaradi oddaljenosti od centrov odločanja tudi prikrajšani za marsikatero priložnost. Tako da, kot ste rekli, tudi generalni konzulat pomaga in spodbuja to čezmejno povezovanje in moram reči, da so bili v zadnji finančni perspektivi ti čezmejni programi zelo uspešni in upam in pričakujem, da bodo tudi v prihodnje. Zagotovo tudi pričakujete dobro sodelovanje v prihodnje z organi, matičnimi organi Republike Slovenije. Tudi tam se da še kaj postoriti, pravijo lepa beseda, lepo mesto najde in gotovo se boste potrudili tudi osebno, da se verjetno prisluhne v Ljubljani potrebam porabskih Slovencev. Torej, kot sem že rekla, poleg spodbujanja gospodarskega in čezmejnega sodelovanja, sodelovanja na področju kulture, znanosti in športa, je primarna naloga konzulata skrb za tukajšnjo slovensko skupnost. Slovenija porabskim Slovencem pomaga, da lahko ohranjajo svojo
kulturo, jezik in svoje običaje. S pomočjo Slovenije sta bili vzpostavljeni tukaj ključni dve inštituciji, Slovenski dom Lipa v Monoštru in Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku. Mladim pomagamo, da se lahko vključujejo v različne programe izobraževanja v Sloveniji, v poletne šole, tabore, kjer se lahko učijo slovenski jezik. Tako da ta podpora in razumevanje sta gotovo. Kar je po mojem mnenju pomembno je, da še naprej nadaljujemo dialog tudi z Madžarsko v okviru mešane meddržavne manjšinske komisije na podlagi sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Ta dialog poteka. Predvsem na področju gospodarskega razvoja in ohranjanja maternega jezika potrebujemo podporo obeh držav. Ključno je, da se obe državi zavedata svoje odgovornosti in zavez do obeh obmejnih narodnosti in da v dialogu na podlagi reciprocitete in torej podpisanega sporazuma dogovarjata odprta vprašanja v korist narodnosti. Mesec dni službujete v Monoštru, vas smem zastaviti vprašanje, vas je kaj osebno nekako pritegnilo, ne bom rekel negativno presenetilo, morda bova šla v smer pozitivnega presenečenja, kar morda niste pričakovali, omenili ste entuzijazem teh ljudi, morda je to tisto, kar vas navdaja z dobro popotnico v vašemu mandatu generalne konzulke. Torej, ko ste že sami povedali, entuzijazem, predanost in pa pripravljenost za skupno delo me navdajajo z optimizmom. Kar je izziv in za kar si bom posebej prizadevala je, želim približati porabje Sloveniji in Slovenijo porabijo. S tem namenom si bom prizadevala za več promocije porabja in ozaveščanja slovenske javnosti, da tudi tukaj živijo Slovenci. Porabje je pravzaprav zelo blizu, ampak za večino Slovencev še vedno zelo daleč. In po drugi strani si bom prizadevala tudi približati Slovenijo in njene naravne lepote porabcem, pa ne samo porabcem, tudi širše prebivalstvu v obmejnih županijah, županiji Zala in Železni županiji. Na ta način sem prepričana, da spodbujamo medsebojno spoznavanje dveh sosednjih narodov, razvoj turizma in tudi pomagamo pri utrjevanju zavesti porabskih Slovencev. Oddaja Mi zamejci, morda ob koncu najnega tega prijetnega pogovora, še nagovor vsem našim zamejcem, priložnost, da jim namenite kakšno besedo spodbude. Dragi rojaki, sledite svojim sanjam, bodite ambiciozni pri načrtovanju in uresničevanju svojih ciljev in ponosni na svoje slovenske korenine. Zavedajte se, da so v današnji demokratični Evropi narodne manjšine bogastvo, ki krepijo kulturni prostor večinskega naroda in vedite, da imate pri svojih prizadevanjih podporo, vso podporo in razumevanje matične domovine. Gospa Metka Lajnščak, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, hvala, da smo lahko bili pri vas na konzulatu, toplo sprejeti, da ste seveda našim gledalkam in gledalcem povedali, kako in kaj se dogaja tukaj v Monoštru. Vam, cenjene gledalke in gledalci, hvala za pozornost, bili smo v oddaji Mi zamejci in do prihodnjič, vse dobro.